Lepo pozdravljeni in dobrodošli na spletnem predavanju revije Viva in Društva revmatikov Slovenije. Tokrat ga namenjamo predvsem staršem otrok z juvenilnim idiopatskim artritisom, mladim bolnikom in njihovim družinam. Juvenilni idiopatski artritis je najpogostejša kronična vnetna revmatska bolezen v otroštvu, ki prizadene otroke mlajše od 16 let. Kako bolezen poteka, kako jo obravnavamo in zdravimo v Sloveniji, kaj kažejo podatki slovenskega registra teh bolnikov, kakšen je dolgoročni izhod njihove bolezni, vse to in še več bo na današnjem dogodku predstavila naša gostja, docentka dr. Mojca Zajc-Avramovič, doktorica medicine, specialistka pediatrije s kliničnega oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo pediatrične klinike UKC Ljubljana, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli in hvala, da ste z nami. Ja, dober dan, pozdravljeni, tudi z moje strani. Hvala za tole vabilo. Vedno smo veseli, če lahko v bistvu povemo kaj več, tudi tako malo izven v bistvu ambulant, ker je včasih čas omejen, torej da imamo kaj stika z našimi pacienti, seveda tudi izven ambulant in hospitalnih oddelkov, kjer so včasih starši morda majčkeno bolj v stresu, kot takole, ko lahko bolj sproščeno poslušajo. Hvala lepa. Preden vam predam besedo in lahko začnete s predavanjem, pa samo še nekaj navodil za naše udeležence. Vabim vas, da vsa vprašanja na današnjo temo zapišete v pogovorno okno spodaj v chat. Naša gostja bo nanje odgovorila ob zaključku predavanja. Ob tem le še prošnja, da se izognete vprašanjem o konkretnih zdravilih in pa še obvestilo za zdravstvene delavce, za udeležbo pri zbornici zvezi, prejmete licenčne točke, te uredimo mi. Na zbornici pa imajo 60 dni časa, da vam te točke tudi pripišejo. Tako, toliko za uvod, zdaj pa besedo predajam na naši gostji, docentki dr. Zajc-Avramovič. Izvolite, beseda je vaša, lahko delite prezentacijo. A vidite mojo prezentacijo? Te vidimo, izvolite, lahko začnete. Okej, torej mi smo zdaj že imeli nekajkrat kakšno predavanje o juvenilnem idiopatskem artritisu. Danes sem se pa odločila, da se mi zdi zanimivo vam pokazati tudi prav naše podatke iz registra, torej naših slovenskih otrok. Torej, majčkeno bomo na začetku osvežili znanje o tem, kaj je juvenilni idiopatski artritis, potem pa se bomo seveda posvetili našim slovenskim otrokom. Torej, juvenilni idiopatski artritis, kot je bilo že v uvodu povedano, to je ena izmed najbolj pogostih kroničnih bolezni v otroštvu. Torej, pogostejše od JIA, kot ga mi skrajšano kličemo, so astma, epilepsija, sladkorna bolezen je pa v bistvu nekako podobnega ranga, s tem, da mi včasih rečemo, da naše imunske bolezni so nevidne, ne? Torej, ne vidijo se vedno toliko naven, ljudje jih tako dobro ne poznajo, tako da si pač prizadevamo, da bi se bolj tudi v splošni javnosti te bolezni spoznale. Torej, zakaj gre, ne? To je kronični artritis, začne se v otroštvu, zaenkrat velja definicija, da se začne pred 16 letom, verjetno v naslednji klasifikaciji pa bo to že pred 18 letom. Artritis pomeni vnetje sklepov, torej pride do otekline, do take zadebelitve sklepa, okolice sklepa, ob tem jasno lahko so tudi prisotne bolečine, jutranja okorelost. Idiopatski, to pa pravzaprav pomeni, da ni jasnega vzroka. To ne pomeni, da mi ne vemo, zakaj bolezen nastane, o samem nastanku juvenilnega idiopatskega artritisa že zelo, zelo veliko vemo, ampak ta nekak izraz idiopatski je še ostal, predvsem pomeni to, da ni povzročen z bakterijo, da ni povzročen s poškodbo, ampak da v bistvu nastane sam od sebe, tako kot v bistvu nekako ostale avtoimune bolezni. Pomembno je tudi to, da mi še vedno rečemo JIA, kot da je to ena sama bolezen, ampak v bistvu ni. Gre za skupino zelo raznolikih bolezni, ki imajo skupno to, kar smo do zdaj povedali. Torej, da se začnejo v otroštvu, da lahko pride zraven do vnetja sklepov in da v bistvu ni drugih jasnih vzrokov. Kot rečeno, pogostejša od redkih bolezni. V našem registru je približno 600 otrok trenutno. To so otroci nekateri vpisani za nazaj, zdaj pa v bistvu kar redno sproti vpisujemo otroke. Kot sem rekla, to ni samo ena bolezen, imamo več podtipov, tako da, ko mogoče gledate ambulantne zapisnike svojega otroka, se mi trudimo, da v bistvu te podtipe zabeležimo.
Ta klasifikacija je v bistvu, kot vidite, že 25 let stara. ILAR pomeni to International League Against Rheumatism, to je pač eno mednarodno združenje, ki je v bistvu izdalo to zadnjo klasifikacijo. Mi pediatri se zdaj v resnici trudimo za še eno drugo klasifikacijo, ki pa tudi verjetno ni najbolj idealna, tako da zaenkrat se držimo tele. In kako, tale slikca mi je všeč, no, ker se mi zdi, da tako nekako vam da vtis, kakšne so razlike, ne. Zdaj prva tale oblika, ne, ki vidite eno majhno punčko, to so pogosto v bistvu predšolske deklice, ki zbolijo z oligoartikularno obliko. Oligovolatični pomeni malo, tako da tukaj to pomeni malo sklepov. In res, tukaj je lahko prizadetih do 4 sklepi. Kot sem rekla, pogosto so to male deklice, vrtčevske, veliki sklepi so prizadeti, gležnji, kolena največkrat, občasno tudi prsti. Zelo zanimivo pa je to, ne, da tukaj pogosto pride zraven tudi do vnetja na očeh. To vnetje na očeh ni nujno, da je takole, kakor je tukaj na sliki, kjer je v bistvu narisano rdeče oko, ne, lahko da sploh se ne vidi naven. Zdaj, ta oligoartikularna oblika, torej malo sklepov, lahko ostane omejeno na malo sklepov ali pa se kasneje razširi na več sklepov, a ne. Torej, če ostane na malo sklepih, ji rečemo perzistentna, če gre naprej in se razširi, pa ji rečemo razširjena, tako da ni taka velika znanost. Če pa ima otrok že od začetka prizadetih več sklepov, pa vidite, to sta tile dve drugi še vedno deklici, ker najbolj prizadeneta deklice. Torej, poliartikularna oblika pomeni, da imamo pomeni več, torej veliko sklepov že od vsega začetka. In ena od oblik je taka, kjer nimamo revmafaktorja, torej rečemo seronegativna. Tudi tukaj je lahko zraven vnetje oči. Druga pa je v bistvu taka, kjer je zraven prisoten revmafaktor. To morda kakšni odrasli bolniki poznajo iz odraslega revmafaktor pozitivnega revmatoidnega artritisa. To je v bistvu podobno nekako začetek te bolezni, ki je verjetno podobna kot potem v odrasli dobi. Tukaj vidite, da gre za tako simetrično prizadetost, tako velikih sklepov kot tudi malih sklepov rok. Potem pa, če preskočimo tole sredinsko obliko, pa gremo najprej na psoriatični artritis, tole je tale predzadnja deklica, ki vidite, ima pa tudi po koži spremembe, to gre namreč za bolezen, kjer je zraven lahko pridružena kožna oblika luskavice. Včasih pa tudi nima luskavice sam otrok, ampak jo imajo v družini in je že to dovolj, a ne. Zakaj? Luskavica namreč lahko kar nekaj let kasneje se v bistvu izrazi kot sam artritis. In pa še zadnja oblika je pa taka z bolj zakompliciranim imenom, a ne, torej artritis povezan z entezitisom oziroma ERA mu mi rečemo na kratko. To pa je edina oblika, ki je pogostejša pri dečkih. Tukaj so spet lahko prizadeti periferni sklepi in pa tudi hrbtenica, ne, torej začetek ponavadi na sakriolekalnih sklepih, v naslednjih 10 do 15 letih pa v bistvu večina nekako pride, če niso zdravljeni, tudi do prizadetosti hrbtenice. Tukaj smo zraven napisali tudi črevesje, ta podtip bolezni je povezan s kronično vnetno črevesno boleznijo. No, potem pa, če omenimo še tegale majhnega dečka v sredini, to pa je v bistvu Stillova bolezen oziroma sistemska oblika juvenilnega idiopatskega artritisa. Že vsa leta pri nas spada med juvenilni idiopatski artritis, čeprav zelo verjetno jo bomo nekako ločili. Gre bolj za avtovnetno dogajanje, ne toliko avtoimuno bolezen in pa je precej drugačna v večini vidikov klinične slike. Predvsem pa zelo zanimivo, to je sistemski artritis, ker sploh ni nujno, da kadarkoli kdo razvije artritis. Kot sem rekla, ne, Stillova bolezen je drugačna, kaže se z vročino, z izpuščajem, povečane so bezgavke, jetra, vranica, ne, torej celotno imunsko tkivo telesa je aktivno in ob tem se nabira tudi tekočina v telesnih votlinah. To so otroci, ki so akutno bolni, drugačni od tistih ostalih, lahko imajo artritis, ni pa to nujno za diagnozo, ne. Ostali periferni artritisi nastajajo počasi, to starši vejo, sploh ne znajo pogosto točno opredeliti, kdaj je na primer artritis nastal. No, tega ni pri Stillovi bolezni, to so otroci, ki zbolijo v enem dnevu akutno in so pogosto zraven tudi prizadeti in sprejeti v bolnišnico.
Kot rečeno, je pogosto pri artritisu otrok tudi vnetje oči. To je najbolj pogosta izvensklepna manifestacija. Največkrat je pri tistih, ki imajo malo sklepov, in kot rečeno, lahko se naven sploh nič ne vidi, je čisto počasi nastajajoč, klinično nem, otrok ne reče, da ga boli, nič slabo ne vidi, samo vnetje počasi zadaj dela težave, dokler lahko ne pripelje do v bistvu izgube vida celo, ne. Ena izmed podoblik pa ima tako akutno simptomatsko obliko vnetja, torej boleče rdeče oko, a ne, to je pa tisti zadnji, tisti fantki, artritis povezan z artezitisom. Ovitis je ena od težjih zapletov pri JIA, ne, torej tukaj smo s terapevtskimi možnostmi najmanj omejeni, zato se res trudimo, da so vsi naši otroci ves čas redno vodeni pri okulistih in s tem seveda zmanjšana možnost, da bi kakšen ovitis dlje časa trajal, preden bi ga ujel in lahko res začnemo zdravljenje takoj, ko se pojavi. Če majčkeno pogledamo, ne, kakšen je naravni potek te bolezni, s katero se ukvarjamo. Zdaj, ko gledamo te naše otroke s temi zdravili, ki jih zdaj imamo, se res ne da tega primerjati s tem, kako je bilo v preteklosti. Torej, tale lepa slika, ki jo vidite na enem delu zaslona, je iz 18. stoletja in tukaj lahko vidimo, ne, to je en izmed prvih prikazov otroka z juvenilnim idiopatskim artritisom, kar ga pač poznamo v umetnosti. In to je en deček, kjer vidite, da ima v bistvu čisto razoblikovano stopalo, otečene gležnje, kolen ne more več iztegniti, so v kontrakturah, podobno kolki, potem vidite podobno, da vrat tako naprej drži, a ne, lahko je pač prizadeta vratna hrbtenica, ena roka je v bistvu v eni taki nosilki. In kot se nam tole zdi zelo, zelo oddaljeno, a ne, iz 18. stoletja, lahko povemo, da tako zelo oddaljeno to ni, a ne. Torej deformacije sklepov, kosti, nizka rast, take kontrakture, kot jih tukaj vidite, asimetrija, invalidnost, to ni tako zelo daleč oddaljeno, a ne. Leta 1992 je bila opravljena šele prva raziskava metotreksata pri juvenilnem idiopatskem artritisu in leta 2000 šele prva raziskava etanercepta. Tako da v bistvu pred tem je bilo zelo malo terapevtskih možnosti in so otroci dejansko bili še vedno taki, kot v bistvu v 18. stoletju. Tako da približno 1/3 otrok je bila huje oviranih v odraslo dobo, še več pa v bistvu delno, a ne. Torej invalidnost je bilo med temi otroki v preteklosti precej. Kaj pa sedaj? Tole je v bistvu en tak skokovit porast zdravil, ki se uporabljajo v revmatologiji oziroma so v razvoju v revmatologiji in lahko vidite, da v bistvu od leta 2000 in od leta 2010 naprej je ta krivulja še bolj strma, kot je bila prej. To so zdravila večinoma, velikih je teh, ki prihajajo iz odrasle revmatologije, potem k nam, a ne. Raziskave se seveda najprej dela na odraslih, šele nato na otrocih, ampak res smo srečni, da lahko delamo v tej specialnosti, ker imamo ogromno terapevtskih možnosti, kar je v pediatriji še bolj pomembno kot v odrasli dobi, a ne. Če veste, da nekdo zboli, ko je star 2 leti, mi želimo, da on doseže popolnoma normalno življenjsko dobo, ne, tako kot kdo drug. Torej, včasih je treba nekoga tudi 60 let, 70 let, 80 let voziti z zdravili in smo seveda veseli, da imamo toliko možnosti. Če pa gremo zdaj na hitro malo skozi zdravljenje, preden gremo na naše bolnike, tukajle je en tak algoritem zdravljenja, kjer imamo otroka z oligoartritisom, torej tisti, ki imajo malo prizadetih sklepov. V bistvu edina razlika v primerjavi z ostalimi je to, da če imamo malo prizadetih sklepov, vedno lahko najprej poskusimo z lokalnim zdravljenjem. Lokalno zdravljenje pomeni zdravljenje direktno namesto vnetja, direktno v sklep. To ni možno čisto pri vseh sklepih, a ne, torej imamo temporomandibularni sklep, vratno hrbtenico, ponekod, kjer so vnete kitne ovojnice, tam je to težje dostopno oziroma ni dostopno oziroma so izhodi po raziskavah tako slabši, da se tega ne lotevamo, ampak kot boste videli potem v prihodnje, kar nekaj je pa v bistvu bolnikov, kjer je to dovolj, a ne, lokalno zdravljenje. In potem, če ni dovolj odziva, a ne, gremo naprej na konvencionalna DMARD-i, torej imunomodulirajoča zdravila. V pediatriji moramo povedati, da tale v glavnem ostala zelo malo pridejo v poštev, samo pri kakšnem neprenašanju, sicer je pa metotreksat tisto glavno zdravilo, ki ga pač otrokom uvajamo, a ne. In tudi tukaj, če je malo prizadetih sklepov, ampak je bolezen agresivna, seveda nadaljujemo in pridemo lahko tudi do bioloških zdravil.
Vemo, da je tudi oligoartikularna oblika rezistentna bolezen in v bistvu dolgotrajne remisije ne dosežejo tudi tukaj vsi otroci, a ne, čeprav bi si mislil, da majhno število sklepov, samo eno koleno ali pa kaj takega, še vedno povzroča ta bolezen kar precejšno škodo. Tako da znotraj sklepne aplikacije lokalno zdravljenje, to je taka hitra, učinkovita, dostopna terapija, mi jo delamo kar lepo na oddelku, vedno več jo delamo pod kontrolo ultrazvoka, še posebej, kadar imamo na primer tako, da smo že kdaj dali, pa se nam zdi, da je vnetje mogoče na enem takem mestu, kjer je že kakšna zarastlina, ali pa bi radi dali prav točno tam, kjer je več izliva, tako da imamo ultrazvok zdaj tudi na oddelku na voljo in delamo v bistvu to sami, a ne. No, kaj pa, če imamo v bistvu otroka z veliko prizadetimi sklepi, no, tukaj pa v bistvu že začnemo sistemsko terapijo, kar je pri nas metotrexat. Ne moremo dajati v 20 različnih sklepov lokalnega zdravljenja, čeprav moram priznati, da je v bistvu po svetu to zelo, zelo različne so navade, ne, na primer, jaz sem zdaj pred kratkim na enem izpopolnjevanju v Italiji in oni so kar navajeni, da v bistvu dajo otrokom tudi 8-10 sklepov jim še vedno aplicirajo, ne. Mi nekako do 4 gremo, če ne pa se nam zdi, da da je to pa že prevelika obremenitev za otroka, no. Imamo različne nekako pristope, tudi verjetno majčkeno kulturno pogojene. Tako da, začnemo zdraviti z metotrexatom, lahko jih damo v obliki podkožnih injekcij, nekako v našem centru dajemo več v obliki tablet, če pač v bistvu tukaj ne pride do izboljšanja, pa seveda potem pride do bioloških zdravil, oziroma poleg bioloških zdravil imamo zdaj na voljo tudi male molekule, to so JAK inhibitorji, in pa v bistvu, kot sem že prej pokazala, vedno več zdravil prihaja. Kako se odločimo, katero zdravilo uvedemo, to je odvisno od podtipa bolezni in nekako od aktivnosti bolezni in pa seveda včasih tudi od preferenc nekoga, pač pacienta, ne. Trudimo se, da bi bil to vedno skupna odločitev skupaj s starši, zdravila imajo vsaka svojo neko prednost ali pa kakšno slabost, ena je treba dati bolj pogosto, druga je bolj redko, ampak moraš imeti potem nekaj drugega zraven, nekatere je treba imeti vsak dan, nekatere so v obliki injekcij, tako da to se poskusimo, če je možno, dogovoriti skupaj z bolniki. Torej, zdaj bi se pa jaz kar posvetila našim slovenskim otrokom, da boste videli, kakšne so pa prav nekako naše izkušnje v zadnjih 20 letih, na primer, no, ali pa recimo 15 zdravljenjem juvenilnega idiopatskega artritisa. Torej, register v bistvu pri nas obstaja že kar dolgo časa, ampak nekako bolj formaliziran oziroma bolj izpopolnjen pa je zdaj, bi rekla, zadnjih 5-10 let. V registru imamo tudi otroke, ki so bili zdravljeni v preteklosti in smo njihove podatke morali zbrati za nazaj, kar seveda ni vedno čisto idealno, tako da nimamo za vse popolnih podatkov, ampak tam nekje od 2014, ko sem jaz začela delati doktorat na otrocih zdravljenih z metotrexatom, pa od takrat naprej pa imamo nekako kar zelo izpopolnjene te podatke. Kako to izgleda, a ne, torej vsi otroci, ki jim diagnosticiramo JIA na našem oddelku, dobijo takole privolitev, tisti, ki ste pri nas zdravljeni, veste, da ponavadi ob postavitvi diagnoze ogromno stvari dobite za podpisati, čeprav smo brezpapirna bolnišnica, delamo namreč veliko raziskav in osnova vseh teh raziskav je v bistvu register. Tako da dobijo starši za prebrati si nekako, kaj to je register, zakaj ga vodimo, in potem pač jih takole moramo imeti njihovo privolitev, da jih lahko vključimo. To dobijo ali ob diagnozi, ob ambulantah, ob hospitalizacijah in kot rečemo, nekatere podatke zbiramo za nazaj in potem longitudinalno za naprej. To so bolniki, samo tisti bolniki, ki so zdravljeni na našem oddelku, torej na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Tukaj je treba povedati, da tudi na UKC Maribor vodijo bolnike z JIA in tudi jim uvajajo različno terapijo, je ta delež seveda precej manjši, ampak tistih otrok zaenkrat ne zbiramo še v našem registru. Trudimo se, da bomo nekoč to skupaj združili, no, ampak je zelo veliko dela in seveda kader smo omejen, no, tako da upamo, da bomo nekako to nekoč združili. V Sloveniji je zdaj tako, da se bo po zakonu zbiralo
vse redke nemaligne bolezni, tako da tudi ta naš register bo v bistvu povezan s tem, tam se zbira v bistvu omejen nabor podatkov, torej tisto, kar je po zakonu, to so v glavnem samo podatki o diagnozi in število pacientov, ne. To je podobno, kot verjetno poznate, ne, imamo ta nacionalni register rojstev, kjer se po zakonu zbira podatke o porodih, o porodnih težah in podobno, ne. Torej, tole je naš register. Ja, kaj vse zbiramo? Zbiramo veliko podatkov, torej demografske podatke, rojstne datume, spol, EMŠO. Je pa tako, da vsi podatki od tistega trenutka, ko je otrok enkrat vnešen, so anonimni, a ne. Torej, ne morejo ljudje gledati, tudi tisti, ki imajo dostop do registra, imen in priimkov teh otrok, ampak so v bistvu noter zbrani po šifrah. Zbiramo, kdaj je bila postavljena diagnoza, seveda kateri podtip bolezni, serološke označevalce, to so te ANA, HLA-27, Reuma faktor, anti-CCP, torej iz krvi, kar najdemo. Gledamo laboratorijske kazalce vnetja, gledamo seveda, če je kadarkoli so prisotne izvensklepne manifestacije, kot na primer vnetje oči. Zelo podrobne imamo tudi podatke o zdravljenju, torej katera zdravila uvajamo, kdaj smo jih uvedli, kako smo jih ukinjali, in pa tudi zakaj smo jih ukinili, torej a smo to zdravila ukinili zaradi remisije ali zaradi neželenih učinkov, ali se je mogoče bolnik sam odločil, da želi ukiniti zdravila. Torej te podatke nekako probamo čim bolj v popolnosti zbirati. Ključno se nam zdi, da zbiramo tudi podatke o aktivnosti bolezni, torej da lahko ocenimo, a ne, kdaj nekdo nima več aktivne revme. Torej, mi imamo nekako 4 tipe aktivnosti bolezni, pa saj bomo to mogoče še potem sproti, ko vam bom povedala, koliko jih kakšno od teh aktivnosti doseže, ampak tako nekako bi rekli, da aktivna bolezen je takrat, ko nekdo pride, ima akutne vnetne sklepe, lahko ima povišane vnetne kazalce, lahko na ultrazvoku vidimo, da je v sklepih tekočina, lahko ima uveitis, vse to pomeni, da je bolezen aktivna. Kar mi najprej želimo doseči, je neaktivna bolezen. To pomeni, da ni nobenega vnetega sklepa, da so sklepi normalno gibljivi, da ko pogledamo z ultrazvokom, nimamo nikjer tekočine oziroma vnete sinovije, da v laboratorijskih kazalcev ni povišanih vnetnih markerjev in pa seveda, da se tudi zdravnik in bolnik strinjata, da je pač trenutno bolnik brez težav. Temu rečemo, da je bolezen neaktivna. In ko tako stanje neprekinjeno traja vsaj 6 mesecev, temu rečemo remisija ob zdravilih oziroma remisija na terapiji. In potem mi dlje časa, a ne, imamo bolnike, ki prejemajo zdravila in so ob tem v redu, gre namreč za imunsko bolezen in to traja kar nekaj časa. No, v nekem trenutku pa se mi vseeno odločimo, da zdravila ukinemo. In če kljub temu, ko mi ukinemo zdravila, nekdo še 1 leto nima popolnoma nobenih težav, temu pa rečemo remisija brez zdravil. Tako da to je tisto, kar je seveda, k čemur stremimo, naša najboljša točka. Jasno, zagon pomeni, da potem, ko smo imeli obdobje neaktivne bolezni, spet pridejo aktivne bolezni. Kako pa še merimo tele aktivnost bolezni, kot vidite, koliko je vnetih sklepov, kateri so vneti sklepi, a imamo še katere druge izvensklepne manifestacije in pa seveda ta ocena aktivnosti bolezni s strani zdravnika in staršev. Torej, ta naša baza, register je res ključna, predvsem zato, prva stvar je to, da lahko vam staršem podamo neko povratno informacijo, da vam lahko povemo, koliko imamo izkušenj z bolniki, ki se zdravijo z določenim zdravilom, kaj lahko v bistvu oni pričakujejo pri svojem otroku. Hkrati pa je to za nas tudi ključna baza za raziskave. Zdaj v zadnjem času v preteklosti sem jaz delala na tej bazi v bistvu pregled učinkovitosti in nekako individualiziranega zdravljenja z metotrexatom in zaviralci TNF-alfa. Zdaj potem smo gledali izhod znotraj sklepnih aplikacij. Zdaj v zadnjem letu smo ocenili telesni in gibalni razvoj otrok.
Zdaj, naslednja stvar, ki je zdaj v delu, je v bistvu tranzicija, torej kaj se zgodi z našimi bolniki, ko nas zapustijo in grejo k internistom. In pa zdaj pa imamo v kratkem, torej v naslednjem letu, pa v bistvu bomo register povezali z registrom rojstev. To ima enega študenta, ki bo se lotil tega, da bi nekako videli, če imamo kakšne perinatalne dejavnike, ki so povezani z razvojem bolezni. Tako da ta register je za nas res pomemben in se jaz trudim, da ga probamo čim bolj nekako osveževati ves čas. Torej, če pa zdaj pogledamo, naše podatke iz registra, pa lahko vidimo, da v naši celotni kohorti, tole so podatki na 560 otrocih, nimamo pa seveda čisto vseh popolnih podatkov za vse. Torej, kaj vidimo, Torej, pri nas je 65% bolnikov je žensk, torej 2/3, to je približno to kot posod, torej samo ena skupina je tista, kjer so pogostejši dečki, Torej, v glavnem 2/3 so ženske. Kdaj pa zbolijo? Torej, vidite, da v bistvu skoraj polovica otrok zboli že pred 6. letom, torej pred vstopom v šolo. Predšolsko obdobje je en tak vrh naše bolezni in kakor se staršem in mogoče včasih vzgojiteljem zdi zelo težko, da otroci res tako avtoimuno boleznijo izgubijo tako zgodaj v otroštvu, pa vemo, da so v bistvu večkrat te tudi tisti, ki lahko tudi prej ta bolezen nekako ukinemo zdravila brez težav, Potem imamo 6 do 12 let, vidite, da jih približno 1/3 zboli, in potem pa malo več kot 20% pa jih zboli po 12. letu. Od teh je verjetno delež že teh najstniških oblik, ko gre v bistvu že za začetek odrasle, kakor rečemo, bolezni, kot je revmatoidni artritis, na primer reumafaktor pozitiven. Zdaj, srednja starost v našem registru ob začetku bolezni je malo manj kot 8 let. Najmlajši bolnik pa je zbolel že v starosti 6 mesecev. Torej, približno, zdajle imamo 3 otroke v našem registru, ki so zboleli pred 1 letom starosti, medtem ko med 1 do 2 letom je pa v bistvu to že kar velika skupina. Kot sem rekla, nekatere izmed podatkov smo morali dobiti za nazaj, to seveda ni toliko bilo veliko bolnikov, kjer smo lahko prišli do podatkov in privolitev, tako da mi jih nekako delimo v 3 obdobja, te bolnike, kdaj so zboleli, ker se to je nekako tudi pomembno za sam izhod zdravljenja, Torej, v obdobju pred biološkimi zdravili, torej rečemo tistim, ki so zboleli pred začetkom leta 2004, to imamo samo 26 bolnikov, za katere imamo dovolj podatkov. Potem imamo bolnike, ki rečemo, da so zboleli v zgodnji dobi bioloških zdravil, to je med letom 2004 in 2013. To imamo že 130 bolnikov, zdaj v bistvu v zadnjih 14 letih, pa temu rečemo nekako modern treat to target pristop, to imamo pa zdaj skoraj 400 bolnikov v tem obdobju. Kot rečeno, veliko je različnih podtipov bolezni. Tukaj lahko vidite, kako so pri nas porazdeljene. V resnici je porazdelitev v naši kohorti zelo skladna s kohortami večjih držav. V bistvu ne obstaja zelo veliko takih nacionalnih kohort, kot bi rekli lahko, da je naša. Največji sta 2, torej nemška in pa nordijska kohorta, kjer v bistvu bolnike spremljajo tudi že dolgo let. In v bistvu v tem smo čisto primerljivi, tako da imamo v bistvu srečo, da imamo tako nekako centralizirano državo, da imamo večino bolnikov lahko dobro pokritih. Torej, kot vidite, tale svetlo modra barva, to je persistentni oligoartritis, nekako daleč najpogostejša oblika bolezni, kar pomeni, če ponovimo, da so prizadeti 4 sklepi in tudi ostanejo prizadeti 4 sklepi. Bolezen se ne razširi na druge sklepe. Potem druga najpogostejša oblika pa je v bistvu oblika, kjer je že od začetka prizadetih več sklepov, in to ne tista, ki je podobna odrasli obliki, to je reumafaktor negativni poliartritis, kjer je pri nas približno 20% bolnikov. Sledi razširjeni oligoartritis, torej tisti otroci, ki imajo v začetku bolezni prizadetih malo sklepov, potem pa se bolezen v naslednjih mesecih razširi. Potem sledi entezitis povezan s artritisom, to je nekako, kot smo rekli, tista bolezen, ki jo imajo v glavnem večkrat fantki, ki je lahko povezana s sakriolekalnimi sklepi, s kronično vnetno črevesno boleznijo in s hrbtenico, to je slabih 50 otrok v našem registru, in približno podobno, psoriatični artritis. S tem, da pri psoriatičnem artritisu moramo povedati, da ta številka se precej spreminja, torej lahko na začetku
rečemo, da ima nekdo poliartikularno obliko ali pa oligoartikularno obliko in potem kasneje, kljub temu, da nimamo ožjega družinskega člana, ta otrok dobi luskavico in se potem nekako podtip spremeni. Zdaj, ti naši podtipi so v bistvu z začetka bolezni, ne, nismo dali potem končnih podtipov. Sistemska oblika imamo malo več kot 30 otrok. To je bila v bistvu oblika, ki je bila na začetku nekako najbolj prizadeta, zdaj pa so to otroci, ki jih nekako najboljše in najhitreje pozdravimo. Revmafaktor pozitivni poliartritis, kot rečeno, lahko je to že začetek revmafaktor pozitivnega revmatoidnega artritisa, 18 otrok. Nediferenciran artritis pa pomeni, da v bistvu se lahko kvalificirajo za več podoblik, zato v bistvu se jim ne da natančnega omena. Tako da, kot vidite, mi smo naše bolnike kar dolgo časa spremljali, ne, v povprečju 8 let. Tako da, če ste pa videli tisto prej, ne, največ jih imamo iz tega zadnjega obdobja bolezni, tako da tudi nekaj bolnikov spremljamo seveda šele 1 leto ali pa 2 leti in zato v bistvu pride povprečna številka nižja, ne. Nekatere bolnike smo spremljali pa tudi več kot 20 let, ne. Zdaj podatke smo analizirali konec februarja. In takrat smo že 163 bolnikov imeli tudi že predanih internistov revmatologov in te smo pa nekako po povprečju spremljali dobrih 9 let. Aha, pa. Ja, pardon. No, če pogledamo, kako so naši otroci zdravljeni. Torej, tole zdravljenje predstavlja kadarkoli v poteku bolezni, kaj so vse dobili. Torej, če pogledate takole, malo manj kot 20%, torej 95 otrok v času zdravljenja nikoli ni potrebovalo ničesar drugega razen lokalno terapijo. Torej, samo znotraj sklepne aplikacije so bile dovolj, da smo v bistvu uspešno zdravili to bolezen. Potem je bilo še skoraj naslednjih 30%, torej skoraj 150 otrok, ki v bistvu so potrebovali sistemsko terapijo, ampak niso potrebovali biološke terapije. No, potem pa imamo skoraj 300 otrok oziroma 55% bolnikov, ki pa so v bistvu v času spremljanja potrebovali, imeli uvedeno biološko terapijo. To je nekako tako, kakor v tujini podobne številke. Pri nas je zdravljenje z biološkimi zdravili zelo, zelo dobro dostopno, ne, na to smo lahko zelo ponosni v Sloveniji. Kar se tiče otrok, res nimamo nikoli, moram priznati, nobenih težav, a ne. Tako da tukaj vidimo, da povprečni čas, a ne, oziroma mediana časa je to, no, od postavitve diagnoze do uvedbe sistemske terapije je bila približno 2 meseca. Imamo otroke, kjer je ta čas zelo, zelo dolg, torej tudi do več let. To so otroci, na primer, ki imajo kakšno več intraartikularnih aplikacij, pa nekaj let gre, potem pa v bistvu potrebujejo sistemsko terapijo. Tako da, ampak nekako mediana, to pomeni srednja vrednost, a ne povprečje, ampak srednja vrednost, pa je vseeno malo manj kot 2 meseca. Zdaj, kar se tiče biološke terapije, bomo pa potem kasneje videli, a ne. Torej, mi smo nekaj let nazaj analizirali naše podatke otrok, ki so bili zdravljeni samo lokalno, in tukaj so zelo spodbudni podatki za tiste, ki imate otroke, ki so zdravljeni na začetku z lokalno terapijo, a ne. Tisti so v bistvu ob koncu spremljanja, 90% jih je bilo v remisiji, samo 11% je bilo takih, ki niso bili, in spet moram povedati, no, to je zato, ker to so bili otroci v različnih trenutkih bolezni vključeni in lahko, da še niso dosegli remisije, a ne, ker je bil krajši čas spremljanja. Kot vidite tukaj jih je pa manj rabili biološko terapijo in pa manj jih je rabili sistemsko terapijo. Torej, od tistih, ki začnejo z intraartikularno aplikacijo, a ne, torej, da ni treba že od začetka sistemske, od tistih manj kot polovica potrebuje sistemsko in 22% potrebuje biološko terapijo. Tako da to je precej spodbudno, a ne, za tiste, ki začnejo na ta način z zdravljenjem. No, če pa pogledamo na splošne podatke iz registra, pa vidimo, da je čas uvedbe seveda se zelo razlikoval med posamezniki. Kot sem rekla, tukaj so nekateri že zelo, zelo, zelo dolgo v registru, ko še ni bila taka dostopnost bioloških zdravil, tako da še vedno pa, a ne, nekako mediani čas do uvedbe zdravljenja je približno 10 mesecev, od takrat, ko v bistvu
postavimo diagnozo do takrat, ko je to zdravilo že dobijo, ne. Ampak kot sem rekla, med posamezniki se to lahko zelo razlikuje, vidite, eni imajo celo 200 mesecev so imeli. Najpogosteje od bioloških zdravil smo imeli uveden adalimumab, približno 1/3, potem sledi etanercept. Infliximab je na začetku bil večkrat, zdaj pa v bistvu ga skorajda več ne uvajamo, tocilizumab v bistvu narašča in pa tarčne sintezne male molekule, ki pa so zaenkrat samo nekako posamezniki v našem registru, tako kot tudi na primer sekukinumab in drugi v bistvu zaviralci dvojnih interleukinov, ne. Tako da zaviralci TNF-alfa so tisti, ki so nekako še vedno najpogostejši. No, torej, tale pa verjetno za starše najpomembnejši najpomembnejši diapozitiv, kako na primer poteka, torej, kakšen je izhod bolezni pri nas, No, in zdaj, če si pogledate malo ta začetek, tukaj imamo kohorto 552 otrok in v bistvu po 8 letih povprečnega spremljanja je samo 54 otrok, pri katerih nismo dosegli inaktivne bolezni. Torej, pri veliki večini dosežemo inaktivno bolezen in od teh je samo en manjši, od teh, v bistvu, pogledate naprej, gre jih velika večina v remisijo na terapiji, to pomeni, da inaktivno bolezen vzdržujemo dolgo časa. In od teh, na koncu smo imeli v bistvu skoraj 200 otrok, pri katerih na koncu niso več potrebovali in jemali nobenih zdravil in so še vedno, že več kot 1 leto vzdrževali inaktivno bolezen, Torej, brez terapije in brez zdravil vsaj 1 leto, Torej, to je več kot 1/3 bolnikov. In kot rečeno, nekateri bolniki so ravno vstopili v register, zato seveda niso mogli še doseči samega časovnega vidika teh mejnikov. Tako da jaz mislim, da je to zelo spodbudno, za naše paciente in da kljub temu, da ne moremo pri vseh ukiniti zdravil, pa velika večina doseže v bistvu eno normalno življenje z zdravili. Kaj pa zagoni? Ja, kot rečeno, 2/3 bolnikov sta imeli vsaj en zagon v času spremljanja, to pomeni, da ali so dosegli inaktivno bolezen, pa je bil takrat zagon, pa smo prilagodili malo zdravljenje, ali pa kadarkoli kasneje v bolezni, Tako da mislim, da starši se morajo predvsem zavedati, da ja, to je težka kronična bolezen velikokrat, znamo jo pa zelo dobro zdraviti in v bistvu življenje lahko teče dalje naprej, nekaj časa z zdravili, potem pa v kar enem velikem deležu otrok tudi brez zdravil lahko, Kako hitro pa to dosežemo, Torej, pri tistih bolnikih, kjer smo uvedli sistemsko terapijo, je mediani čas v bistvu do inaktivne bolezni 6 mesecev, torej približno pol leta. To je tudi zato, ker metotrexat, je naša prva sistemska terapija, ki jo uvedemo, kar nekaj mesecev traja, da pride do tega, da doseže svojo polno učinkovitost, Potem pa v bistvu še nekaj časa, mogoče že na začetku moramo počakati, tako da pol leta približno, To sem še pozabila povedati, pri tistih, torej en korak nazaj, kjer je potrebna samo lokalna terapija, Pri tistih je pa mediana do inaktivne bolezni samo 2 meseca pa pol, Torej, dosti malo, da v bistvu se nekako otrok povrne v normalno gibanje. Zdaj, tole sem pokazala še par slajdov, nekako za malo boljšo predstavo. Ja, seveda, vsak podtip pa ima nekako svoje specifika, Torej, če boste tukajle pogledali, tulele smo pogledali, koliko jih gre v inaktivno bolezen, glede na podtip bolezni, Torej, pri stilovi bolezni vsi. Pri oligoartikularni bolezni, torej tiste, ki ostanejo na malo prizadetih sklepih, res velika večina, majhen delež gre naprej. In podobno v bistvu tudi pri ostalih deležih, en majhen delež je tistih, kjer bolezen ostane vztrajno aktivna. To pa seveda ne pomeni, da ostane enako aktivna ves čas. Mi pri veliki večini dosežemo vsaj minimalno aktivno bolezen, kar ponavadi pomeni čisto neko normalno funkcioniranje čez dan, ampak vztraja, na primer en zadebeljen sklep, ena bolečina, ki se pojavi ob večji aktivnosti ali pa kaj podobnega, Torej, tudi teh 54 z vztrajno aktivno boleznijo ne pomeni, da je to tako kot na začetku, Samo ni popolna ničla, ki si jo pač mi vsi želimo. Torej, kaj pa tisti, kdo je pa vse dosegel remisijo z zdravili,
Torej, da so vsaj 6 mesecev brez kakršnih koli težav, ob tem, da jemljajo zdravila. Tukaj je ena anomalija, no, to moram povedati, da pri tejle drugi obliki zgleda, kot da en velik delež ne doseže remisije na terapiji. To je zato, ker tukaj en velik delež sploh ne prejema 6 mesecev terapije, ampak grejo direktno v bistvu v remisijo brez terapije, ne. Ampak spet lahko vidite, da so nekateri podtipi taki, ki so bolj dovzetni, da imajo majčkeno težje dosegajo to, a ne, ampak na splošno pa katerikoli podtip bolezni imamo, velika večina doseže tudi remisijo na terapiji. Ja, remisija brez zdravil, kot sem rekla, ukinemo terapijo in še vsaj 1 leto brez kakršnih koli težav. Kdo pa tja pride? Kot vidite, tja pride velik delež stilove bolezni, praktično vsi z oligoartikularno persistentno obliko. En delež tistih, ki imajo razširjeno obliko in pa poliartikularno revmafaktor negativno obliko, to so pa in pa seveda poliartikularno revmafaktor pozitivno obliko, tukaj je pa kar približno enak delež tistih, ki pa morajo dlje časa pač jemati zdravila oziroma se ne gremo tako hitro prav k ukinjanju, kar spet ne pomeni, da ves čas enako jemljajo zdravila, včasih samo malo podaljšujemo intervale, nižamo odmerke glede na telesno težo oziroma površino, ampak jim pa ne ukinemo dokončno zdravil, oziroma jim ukinemo, pa pride do zagona in jih moramo ponovno uvesti, ne. Ampak vseeno mislim, da je to taka vseeno spodbuda, ne, da kar en velik delež pa tudi ima nekoč ukinjena zdravila. Tako da v zaključku bi jaz povedala, da naravni potek bolezni vodi v okvare sklepov, v okvare rasti, v funkcionalno oviranost in tudi v invalidnost. Da z maternim pristopom zdravljenja je inaktivna bolezen res pri veliki večini dosegljiv cilj. In naš register je bogat vir podatkov za starše in zdravnike, v glavnem, mislim, ne vem, če je sploh kdo zavrnil vključitev v register, seveda, kdor zavrne vključitev njegovih podatkov, nikoli ne vključimo. Tako da trenutno imamo 600 otrok z različno dolgim časom spremljanja, tudi seveda tistih prvih 100 mogoče nima čisto popolnih podatkov. Od teh, ki smo jih do zdaj analizirali, več kot 90% otrok doseže inaktivno bolezen, skoraj 300 je imelo do zdaj že uvedenih biološko terapijo, 190 pa v bistvu doseže remisijo brez zdravil, kar pomeni vsaj 1 leto brez kakršnih koli zdravil. Ja, kar nekaj smo jih tudi že predali naprej v vodenje internistom, tako da, to je pač nadaljevanje poti, a ne, otrok z revmo se ne zaključi pri nas, a ne, oni grejo potem tudi večinoma k internistom, tudi tisti, ki so brez zdravil, če so krajši čas brez zdravila, ne, še vedno jih nekako pošljemo, zato da jih spremlja nekako zdravnik, če bi prišel, oziroma predvsem, da vejo, na koga se obrniti, če pride do zagona. Tako da hvala. Hvala lepa, docentka doktor Zajc Avramovič, za te koristne informacije, predvsem pa vaše izkušnje, ki bodo gotovo pomagale staršem. V preteklih dneh smo prejeli že nekaj vprašanj tudi na naš elektronski naslov, pa predlagam, da najprej odgovorite na ta vprašanja, potem pa se posvetimo še vprašanjem in seveda ste udeleženci vabljeni, da jih še zabeležite v chat. In sicer prvo vprašanje, gospa Simona ima 12-letnega sina z juvenilnim idiopatskim artritisom, ki z diagnozo živi že od 6. leta. Trenutno je na bioloških zdravilih in že več kot leto dni brez zagona. Zdravnik pravi, naj se družina odloči, ali poskusijo brez zdravil, gospa Simona pa pravi, da nimajo dovolj znanja, da bi se lahko sami sprejeli takšno odločitev. Zdravnik jih je namreč še opozoril, da obstaja možnost, da zdravila naj ne bi bila več tako učinkovita, in kaj ji svetujete? Ja, seveda, zdaj to je že očitno kar dolga bolezen, torej že vsaj 6 let ima deček bolezen. Mi se trudimo, ne, da imamo nekako partnerstva z našimi bolniki, torej da z njimi sodelujemo pri tem, za kakšno terapijo se odločimo, ampak seveda načeloma je zdravnik tisti, ki to izbere. Tako da jaz svetujem, da poslušajo nekako svojega zdravnika, so pa seveda nekatera dejstva, ki so jasna. Moje osebno mnenje je, da verjetno čas remisije 1 leto pri nekom, ki ima že dolgo časa bolezen, je verjetno premalo za se že odločiti za ukinjanje, ne. Kadar pridemo do tega, da nekdo potrebuje biološka zdravila, vseeno poskušamo vsaj kakšne 2, tudi 3 leta, a ne, držati to bolezen v remisiji, preden se odločimo za ukinjanje. Kadar nekdo pride do tega, da potrebuje biološko terapijo, vemo, da je zagonov po ukinitvi veliko,
in da so pogosti, približno več kot 2/3 ima lahko zagon, kar pa spet ne pomeni, da moramo iti od začetka, ne, včasih je, kot smo že prej rekli, ni vedno ukinitev zdravila dokončna, ne, lahko samo podaljšujemo interval, torej se morda kakšno zdravilo ne jemlje več vsak teden, ampak se jemlje vsaka 2 tedna ali pa vsake 3 tedne. Tako da to je najbolj, da se posvetujete s svojim zdravnikom. Jasno, zdravila ni nujno, da so potem enako učinkovita. Vemo, da nekatera zdravila, torej ne vsa biološka zdravila, ampak nekatera pa so taka, ne, da lahko pride do nastanka protiteles proti zdravilu. In ta nastanek protiteles, čeprav je to redka stvar, je bila nekako pokazano, da je to možno tam, kadar so razmaki med odmerki preveliki, kar pomeni, da bi nekdo imel ukinjeno zdravilo, potem bi ga pa čez nekaj mesecev spet uvajali, pa spet ukinjeno, pa spet uvajali. Tako da pri takih boleznih, kot je JIA, ne, take imunske bolezni, poskušamo brez teh velikih nihanj, ne, torej počasi, postopoma, umirjeno. Tako da, če se je zdravnik od sina od gospe, ne, že misli, da bi lahko se zdravila ukinjalo, najbrž lahko po dogovoru z njim se tega lotijo. Je pa tako, da nikoli ne delamo prevelikih menjav terapije, takrat, kadar so tudi kakšne druge stresne okoliščine, ne. Na primer, nikoli tega ne delamo ob zaključku kakšnega osnovnošolskega ali pa srednješolskega izobraževanja. Takrat, kadar bi, na primer, morebiten zagon povzročil prevelike pretrese, takrat rajši mogoče se odločamo, da smo bolj konzervativni pri tem. Hvala lepa. Naslednjo udeleženko zanima, ali je treba biološka zdravila jemati vse življenje in ali obstaja kakšno nadomestno zdravljenje oziroma smernice za zdravljenje. Ja, smernic za zdravljenje seveda je veliko, so seveda dostopne, ni pa veliko smernic za ukinjanje terapije. Torej, mi pediatri smo nekako v tem že ves čas mogoče malo bolj pogumni, kot mogoče poznate iz internističnih nekako vod, a ne, kjer se redkeje zdravila ukinjajo. Mi v bistvu pri vsakem bolniku, v kolikor stanje to dopušča in če remisija na zdravilih traja dovolj dolgo, poskušamo z ukinjanjem zdravil. Tako da tudi vsa biološka zdravila, če le stanje bolnika to dopušča, jih poskušamo ukinjati oziroma podaljševati interval. Tako da ni nujno, da bo nekdo to potreboval celo življenje, sploh ne. Ne moremo pa na žalost napovedati, kdo pa je tisti, ki pa mogoče bo zelo, zelo dolgo to potreboval. Zdaj v medicini, ki tako hitro napreduje, kot ste videli, že samo z novimi zdravili, mi nikoli ne rečemo do konca življenja ali pa za vedno ali pa kaj podobnega, ker se medicina tako razvija, da tega ne moremo reči, ne. Lahko bo čez 5 let čisto nekaj novega prišlo, tako kot na primer je zdaj za druge sistemske vezivno-tkivne bolezni ena izmed terapij CAR-T, a ne, taka imunska, a ne. Lahko da bo tudi za JIA nekoč prišlo nekaj drugega, tako da nobenemu pacientu ne rečemo za vedno, ampak dokler pač je bolezen, dokler je to, kar znamo, tako vodimo bolezen, a ne. Če pa pride seveda kaj boljšega, bomo pa zagotovo se potrudili, da je to tudi pri nas dostopno. Hvala. No, še vedno velja povabilo, da nam pošljete še kakšno vprašanje, pa mogoče v vmesnem času, če se še kdo opogumi, kaj bi bil vaš nasvet staršem otrok z JIA, tako, če potegnemo pod črto, kaj so tiste ključne stvari, kaj pravzaprav vi pričakujete od staršev, no, bom pa tako vprašala. Ja, jaz bi staršem svetovala predvsem to, da se mogoče poskušajo čim bolj živeti v trenutku, torej, da se ne osredotočajo na to, zakaj je njihov otrok to dobil, kako bi oni lahko zdaj preprečili, da bi to bolezen imeli. Torej, da se s temi stvarmi ne poskušajo obremenjevati, da poskušajo čim bolj pač stanje sprejeti tako, kakršno je, tole zdaj imamo. Vsak kaj v življenju nekako dobi, a ne, in pač JIA je ena izmed bolezni, ki jih lahko otrok dobi in ni nihče za to kriv. In potem pa druga stvar pa se mi zdi pomembno, da se osredotočajo ne toliko na to, kdaj bodo brez zdravil, ampak da se poskušajo čim bolj osredotočiti na to, da otrok živi čim bolj polno življenje, da lahko dela čim več stvari, ki ga veselijo, in izkoristi svoje potenciale, in da to, da zraven jemlje zdravila,
ne predstavlja ne njim in pa predvsem ne otroku nekega bremena, oziroma da ga čim manj poskušajo nekako na otroka prenesti, a ne. Jasno, vsak starš, ki mora redno dajati zdravila in špikati svoje otroke z injekcijami, to čuti kot neko določeno breme, a ne. Ampak da probajo čim bolj otroku predstaviti, a ne, tako kot nekdo nosi očala, če ne bi nosil očal, ne bi mogel niti avta voziti, ne bi mogel na morje svojih otrok pripeljati, ne bi mogel svoje službe opravljati in pač da vsako jutro na nos tista očala, a ne, ali pa na primer jaz sleče. In da zato, a ne, to je pa pač tako normalno življenje, ampak enkrat na teden, na primer, moraš pa dobiti svojo injekcijo. Torej, da se probajo čim bolj osredotočati na nekako pozitivne vidike. Vemo, da v bistvu ta pozitiven pristop k bolezni vodi tudi v to, da čutijo otroci manj bolečin, da bolj sodelujejo pri športu v šoli, da se bolj udeležujejo izvenšolskih dejavnosti. No, tako da jaz mislim, da je to nekako tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, a ne. Torej, prisluhniti svojemu otroku, a ne, takrat, ko so težave, ampak hkrati se čim bolj osredotočiti na pozitivne plati. No, nekaj vprašanj smo pa še prejeli. Gospa Sara sprašuje, kolikšna je potreba po sami hospitalizaciji? Ja, majhna, ne. Seveda je odvisna od oblike bolezni, jasno pri sistemski obliki, torej Stillove bolezni, kjer so otroci akutno bolni, takrat na začetku večinoma so hospitalizirani, potem pa imamo tudi nekatera zdravila, ne, na primer eno izmed zdravil, ki se pri tej bolezni uporablja, Canakinumab, se zaenkrat lahko aplicira samo v hospitalnih okoljih, to pomeni, da morajo za vsako aplikacijo priti. Podobno je pri nekaterih bioloških zdravilih, kjer je potreba po hospitalizaciji, na primer Infliximab je še tako zdravilo, Abatacept včasih, ki ga moramo dajati, Tocilizumab na začetku, ki jih je treba dajati v obliki infuzij. In v bistvu ni toliko potreba po hospitalizaciji, da bi bili tako bolni, a ne, ampak enostavno je zdravilo v taki obliki, na primer intravenski, da morajo zato priti v bolnico. Seveda mi poskušamo na začetku včasih, to je bolj ambulantna bolezen, a ne tako. Včasih pa na začetku, kadar imamo veliko diagnostike za speljati, jih hospitaliziramo bolj zaradi tega, da je logistično to lažje, a ne, ker da lahko speljemo pač več stvari hkrati. Sicer pa ne bi rekla, da so pogosto hospitalizirani. Gospa Nataša še sprašuje, da hči slabo prenaša metotrexat, kako ji lahko pomagajo blažiti? Ja, to je na žalost, metotrexat je krasno zdravilo, zelo staro, zelo preizkušeno, zelo lepo deluje, ampak ja, en delež bolnikov pa razvije to zoprno slabost, a ne, bruhanje, to je večinoma taka anticipatorna slabost, kar pomeni, da v bistvu že, ko pomislijo na metotrexat, jim lahko postane slabo, a ne. Zdaj, na teh naših kongresih, ko so psihologi v bistvu o tem razlagali, in je ena deklica svojo zgodbo povedala, je povedala, da ona v bistvu v osnovni šoli sploh ni mogla več sonca narisati, ker jo je ta rumen krog preveč spominjal na metotrexat in je bilo tako slabo in je se temu uprla, ne. Tako da slabost pri metotrexatu je nekaj, kar moramo absolutno povedati staršem, da se lahko zgodi in da si otroci tega ne izmišljujejo, ker to lahko tako na začetku izgleda, a ne, niti še damo mu metotrexata, pa že pravi, da mu je slabo. To se pač pri enem manjšem deležu bolnikov zgodi. Zdaj, kako to premagati, a ne? Nekaj je takih pristopov, kar pomeni, da začnemo dajati, metotrexat je treba dajati na tešče, tako da prvi pristop je tak, da ga damo namesto, na primer v soboto zjutraj, da ga damo otroku tik preden zaspi, v petek zvečer, a ne, torej v petek po večeri že nekaj časa ne je, a ne, in potem mu damo metotrexat tik preden zaspi in ta čas, ko bi mu bilo najbolj slabo, nekako prespi. Če je to dovolj, je to super. Vsi pacienti zraven dobivajo folno kislino, včasih si malo prilagodijo režim dajanja, enim bolj pomaga tudi malo višji odmerek te folne kisline, to naj bi tudi pomagalo. Potem je pa tako, ne, lahko gremo tudi na podkožne injekcije, to je pri odraslih bolj pogosto, pri otrocih pa je to spet neko zbadanje, ki je enim všeč, enim ni. Pri metotrexatu v obliku podkožnih injekcij je nekaj manj slabosti, ampak če je to že neka utečena slabost, včasih to tudi ni dovolj iti samo na injekcije, ne.
Tako da v najslabših primerih pač metotrexat ukinemo in zamenjamo z drugim zdravilom. Včasih je tudi to nekakšna indikacija za uvesti biološko zdravilo, ker seveda vedno je pa bolj pomembno kvaliteta življenja otroka, ki je lahko s to slabostjo po metotrexatu res pomembno zmanjšana. No? Tako da to se, če ima hčerka težave po metotrexatu, je najbolj, da se obrnete na svojega zdravnika. Ja, to sem še pozabila povedati. Včasih predpišemo tudi to zdravilo proti bruhanju, a ne? Torej Zofran, in se to pač vzame pred metotrexatom in pol, če je v bistvu bruhanje tisto, ki nekako je ovira, ne. Nažalost je pa tako, da kadar je to zelo rezistentno, kadar dolg časa, na primer, nismo nekako naslovili tega, je to tudi razlog za ukiniti zdravilo. Hvala. No, izčrpali smo vsa vprašanja, mogoče še za konec, sicer smo slišali zelo dobre izkušnje zdravljenja slovenskih bolnikov, kaj pa v prihodnosti, je nas čakajo kakšne spremembe mogoče, oziroma predvsem starše, pa tudi vas, ne, seveda pri zdravljenju. Ja, seveda, novosti je v bistvu pri vseh avtoimunih boleznih veliko, ne, zdaj so v bistvu, tudi mi, na primer, sodelujemo v nekih študijah, kjer poskušamo bolj natančno imunološko opredeliti, kaj se dogaja pri teh otrocih in potem bolj ciljano usmeriti zdravljenje, ne. Nova zdravila zdaj zaenkrat največ uporabljamo seveda za viralce TNF-alfa, ampak nova zdravila so pa usmerjena proti posameznim interleukinom, proti kombinacijam interleukinom, vedno več je malih molekul, potem so pa seveda še čisto revolucionarna zdravljenja, ne, na primer, ne vem, koliko pacienti poznajo, ampak CAR-T je v bistvu tip terapije, kjer imunski sistem nekako sprogramiraš, da se sam v bistvu loti stvari, ki jih je prej delal narobe, a ne, in zdaj so te stvari že toliko napredovale, najprej so bile zares hude, sistemske vezivno-tkivne bolezni in je bilo treba prej dati kemoterapijo, podobno pač kot pri malignih boleznih. Zdaj, na primer, na zadnjem kongresu so že kazali, da v bistvu to lahko narediš z nanopartikli in v bistvu ni treba nobenih drugih zdravil prej dati. Potem nekako v raziskovalne namene zaenkrat se tudi že razvija genska terapija, ki bi v bistvu ti prinesla tja na mesto delovanja kakšen okvarjen gen. Zdaj tukaj pri nas ni veliko monogenskih bolezni, ampak gre se bolj, da bi na primer spodbudili protivnetne poti, a ne, s tako terapijo in bi potem protivnetne poti bolj premagale pronetne poti. Je pa tako, da dokler, a ne, imamo mi tako bolezen, kjer z eno injekcijo na teden otroci živijo normalno življenje, je kakšen tak poseg verjetno tudi preveč invaziven za bolezen, ki jo zdaj znamo že zelo, zelo dobro obvladovati. Odlično, to bi bilo za zaključek. Docentka dr. Zajc Avramovič, najlepša hvala za sodelovanje in za vsa pojasnila. Našim udeležencem želim vam uspešno delo tudi v prihodnje. Vam, drage udeleženke in udeleženci, pa hvala, da ste bili z nami. Posnetek dogodka bo kmalu na voljo v arhivu revije Viva na spletni strani viva.si. Vabljeni pa, da se na naših spletnih dogodkih v živo pridružite spet jeseni. Vsem želim lep preostanek dneva in pa prijetne poletne dni. Srečno in nasvidenje. Nasvidenje.